Na današnji seji odbora za notranjo politiko, javno pravo in pravosodje, pravzaprav na nadaljevanju seje, na kateri smo govorili o Sateksu, se ni zgodilo pravzaprav kaj dosti pretresljivega. Da vas spomnim, prejšnjo sejo smo končali in sicer gre za primer, prejšnjo sejo smo prekinili, gre pa za primer 11 milijonov evrov, ki so bili v obliki bančnih posojil dani v podružnici Kreditne banke Maribor v Lenartu, nikoli vrnjeni, kasneje se je izkazalo, da so bili pridobljeni na goljufiv način. Postopek je zastaral po 14 letih, tako vsaj trdijo sodišča. Kar se tiče današnjega nadaljevanja, smo pravzaprav izvedeli malo. Prvič, tožilstvo trdi, da je z njihove strani vse v redu. Predstavnik Vrhovnega sodišča, ki je na prejšnji seji obljubil, da bo šlo Vrhovno sodišče v nadzor te zadeve, pa nas je danes seznanil s tem, da nadzor miruje, do takrat, da bo Višje sodišče v Mariboru odločilo o zadevi, je stvar zastarala ali ni, hkrati pa v tem seveda presoja tudi Ustavno sodišče. To kaže na kaj? Predsednikov Vrhovnega sodišča, odnosno predstavnikov Vrhovnega sodišča sem jasno povedal, da sodišča danes ali jutri, je vseeno kdaj, potrebujejo nujne mehanizme v zakonu, ki bi omogočili, če jim to danes še ni omogočeno, ki bi omogočili poseg v sodno vejo oblasti navzdol. Zlasti v primerih, ko gre za tako velika sredstva, gre za enega največjih finančnih škandalov, ki ga bodo očitno plačali davkoplačevalci. Seveda pa smo se ustavili tudi ob poročilu policije na zaprtem delu seje, na zadnji seji. Tisti del, ki je bil zaprt, je gospod Pušič iznesel nekatere osebne podatke in danes smo iz poročila policije izvedeli preprosto to, da so prometno nezgodo, v kateri je umrla ena od udeleženk v tem sodnem procesu v nenavadnih okoliščinah. Policija poroča, da nima več dokumentov in da jih ne hrani več. Zdaj je bil zaključek današnje seje preprosto ta, da bomo od tožilstva in sodišča zahtevali podatke o tej prometni nezgodi. Seja pa je bila prekinjena in jo bomo nadaljevali, ko bomo te podatke dobili, odnosno ko bo Vrhovno sodišče opravilo nadzor. Bojim pa se, da Vrhovno sodišče nima kakega resnega namena v tej zadevi opraviti ustrezen nadzor, kar pa je seveda zelo zaskrbljujoče. Pozorno bomo spremljali situacijo, poročila, ki jih bomo dobili, tudi tisto, ki bo govorilo o nadzoru. Namreč ta nadzor mora ugotoviti, kdo je odgovoren za teh 11 milijonov evrov, ki jih bodo očitno plačali davkoplačevalci.